od nekega novega produkta do izjemnega medijskega dosežka v, recimo temu, skoraj rekordnem času. Vi ste nekako prvi obraz epiloga, ampak vemo, zelo velika ekipa za tem. Kaj je epilog prinesel v slovensko medijsko krajino, da si zasluži nagrado za izjemne dosežke? Jaz mislim, da je epilog prinesel ravno to, kar so kolegi, kar je organizacija, naša cehovska organizacija v nas prepoznala. Mislim, da je naša prednost to, da nismo monotematska oddaja, da vemo, koliko časa je treba nameniti posamezni temi, da mi, gledalci, predvsem gledalci, dobijo odgovore na vprašanja, ki si jih postavljajo. Veseli me, da so opazili to našo kvaliteto, zato so danes na podelitvi teh nagrad nisva samo urednica, jaz kot voditeljica pa nekaj naših novinarjev, ampak tudi naš snemalec, naš montažer, ker ti naši prispevki so kvalitetni, stojim za tem in bom to rekla vsakič. Tako da ja, jaz upam, da premikamo neke meje. Vesela sem, da spoštujemo visoke etične standarde in da ob tem ohranjamo to splošno gledljivost, bom rekla, ker konec koncev mi delamo za ljudi. Priznanja smo pa izjemno veseli, dobiti novinarsko priznanje, dobiti priznanje kolegov je absolutno največ, poleg tistega seveda, ki ga dobiš od gledalcev. Pogostokrat slišimo v medijih kritiko, da recimo, da gledalci zanimajo bolj trivialne, lahkotne teme, afere, da poglobljena analiza to ne privleče, ampak recimo ravno epilog je pa mogoče dokaz, da temu ni tako in da kvalitetne in poglobljene teme imajo svoj prostor. Jaz mislim, da še zdaleč ni tako. Jaz mislim, da gledalce vsi, bom s prstom najprej tudi nas pokazala, prepogosto podcenjujemo. Mislim, da zelo dobro poznajo razmere, da točno vejo, kaj je narobe, kaj jih vznemirja, na katero vprašanje si želijo odgovore. Mi vidimo, da to jih zanima. Je pa absolutno res, da pa mogoče ni več čas za neka dolgovezanja, bom rekla, ampak da potrebujejo jedrnato informacijo, skratka, želijo si rešitev, ne želijo si samo, rekla, nekih nenehnih, neskončnih obtoževanj, ti si naredil to, ti to, ampak tako, konc zgodbe, tukaj smo, kaj zdaj, kako naprej. Najlepše.